V imenu založbe Družina vas vse prav lepo pozdravljam na predstavitvi knjige Tineta Debeljaka Velika črna maša za pobite Slovence. Med nami prav lepo pozdravljam dr. Marijo Stanonik in dr. Mička Komelja, ki nam bosta osvetlila in približala Debeljakovo monumentalno lirsko epsko pesnitev ter izpovedno moč lesorezov Bare Remec, s katerimi je knjiga opremljena. Med nami pozdravljam tudi profesorja Justina Stanovnika, ki nam bo podal nekaj misli o zgodovinskih trenutkih, ki se jih spominjamo, tudi v zvezi s knjigo. Med nami so tudi sorodniki pokojnega avtorja, predvsem njegova hčer Jožejka Debeljak Žakelj ter nekaj vnukov in vnukinj, tako da jih prav lepo pozdravljamo. Večer bo potekal v dveh delih, pričeli bomo s predstavitvijo tu zgoraj v teh prostorih, potem se bomo pa pomaknili v kletne galerijske prostore, v tišini in zbranosti, kjer bomo večer zaključili z odprtjem razstave in spominske meditacije. Črna maša, ki je prvič izšla leta 1949 v Buenos Airesu v 3500 verzih, pesniško opisuje trpljenje in žrtev, vojne in okupacije, grozo medvojnega in povojnega revolucionarnega terorja, ter se spominja vseh pobitih v vojni in revoluciji, hkrati pa pretresljivo nakaže poti do sprave in odpuščanja. Ko smo v uredništvu razmišljali, s katero knjižno izdajo obeležiti 70. obletnico konca druge svetovne vojne, revolucije na slovenskih tleh ter vojnih in povojnih pobojev, je Črna maša enostavno prevzela glavno mesto. Gre za pesnitev, ki je nastala neposredno po koncu vojne in osebno menim, da ni slovenskega literarnega dela, ki bi se s Črno mašo lahko primerjal po pesniškem izrazu, po izpovedni globini, po pričevalni moči, po sposobnosti posredovanja tragike in veličine, upanja in smisla tega temeljnega trenutka naše skupne zgodovine. Dovolite, da vam še predam besedo ostalim govorcem, tudi sam podam še nekaj dodatnih uvodnih misli. Pred dobrim letom sem se ponovno poglobil v Debeljakovo Črno mašo, vendar ne tako, kot sem jo bral pred desetletji v izseljenstvu. Priznam, da se je tedanjemu buenosaireškemu mladeniču mestoma zdela preveč boleča, težka, z morda prepolno mero izpovednega zanosa. Danes pa jo spet berem pod težo očetnjave, ki mi je pred leti postala domovina, dejansko prestreljene s prikritimi grobišči, domovina, kjer sicer ne vladata več enoumje in revolucionarni teror, vendar v dušah še pestijo brezbrižnost, strah in samocenzura, kjer so čast, ponos in svoboda, zvestoba narodu, poštenost do samega sebe in pravičnost do drugega, prepogosto domena manjšine, medijski javnosti pa sploh tuji pojmi, kakor da bi bili iz nekega drugega sveta. V teh okoliščinah Črna maša ne more biti bolj aktualna. Ranjen spomin izkrivlja preteklost, prevaran pogled sprejema namišljeno sedanjost, naivno upanje v prihodnost pa prebuja nove stare utopije, ki spet obljubljajo, da je samo s človeško voljo možno preseči in doseči raj na zemlji. Slovenski sodobnik se izogiba soočenju z dejstvi in obrača oči pred verbalnim in telesnim nasiljem, pred malimi in večjimi krivicami, dokler se vrstijo in dogajajo drugim. Slovenci smo danes žal
bolj atomizirana množica posameznikov, kakor pa družba, narod, skupnost, ker trenutno še ne zmoremo zedinjenja okoli najbolj osnovnega, vrednostnega, skupnega imenovalca, da je vsako človeško življenje nedotakljivo in sveto, da so svoboda in odgovornost, pravičnost in odprtost za resnico v stvareh, dogodkih in ljudeh, ter spoštovanje in sočutje do vsakega člana civilizijski imperativi zdrave družbe. Nemogoče je ustvariti trdne skupnosti brez spoštovanja in skrbi za sočloveka, brez občutljivosti za krivico, ki se zgodi bližnjemu. Tije Debeljak je Črno mašo napisal v begunstvu, komaj 4 leta po množičnem pomoru zvijačev vodenih rojakov, ločen od svoje družine, ki ni mogla za njim, v popolni negotovosti glede prihodnosti. A prav to navidezno, brezupno izhodišče ga je utrdilo v veri, ga odprlo metafizičnemu razumevanju smisla zgodovine, ga soočilo s spoznanjem, da smo pokojni in živi eno občestvo, da smo lahko vsi udje Kristusovega mističnega telesa. Svojo Črno mašo je hotel vse Slovence, žive in pokojne, združiti okoli mašne daritve in jih zbrati v eno ljudstvo pred Bogom upanja, resnice in sočutja. Z molitvijo zadoščevanja za naše grehe, z darovanjem trpljenja naših rojakov, s prošnjo za žrtve in krvnike, je ustvaril bogoslužno besedilo za blagoslov, odpuščanje in nov narodov začetek. Velika Črna maša je molitev, ki ohranja spomin, nas očiščuje, nas osvobaja, nas ozdravlja travme. Kot tako jo danes predstavljamo slovenski javnosti, pa, dragi prijatelji, na jo javnost sprejme ali ne. Vemo, da bo tudi od ust do ust našla pot do mnogih src, dovzetnih za ozdravitev naše biti. Črna maša, rekviem za naše mrtve, je v resnici predvsem zdravilo za žive. Nenazadnje pa nas spominja, da so mnogi izmed teh, ki so bili pobiti, pravi Kristusovi mučenci in zato naši priprošeniki v nebesih za boljšo Slovenijo in boljši svet. Ti mučenci so izjemna duhovna sila, ki čaka, da jo resnično vzamemo za svojo in se je dejansko poslužimo sklenjenimi rokami. Priporočajmo jim našo sedanjost in prihodnost in živimo v prepričanju, da samo Kristusovo odrešensko sporočilo lahko premaga rak našega ranjenega duha. In sedaj bi predal besedo dr. Mariji Stanoni, ki je napisala obširno literarno zgodovinsko študijo ob Črni maši in resnično postavila to pesnitev na prostor, ki si jo zasluži. Prosim. Hvala lepa za besedo. Moram priznati, da bi po teh besedah res najraje molčala in ubila. Prav za res. Lepšega ni mogoče povedati. Hvala. No, če sem že na vrsti, ne bo. Izvolite. Skratka, svojo razpravo sem zastavila nekako uvod sam je zunaj konteksta Črne maše, ker se začne z eklezijanskim romarjem, kajti vsi begunci se niso doživljali kot begunci, ampak vendarle kot romarji niso hoteli biti begunci, ker je bilo to zanje počas, da so begunci, da morajo bežati iz domovine. Potem Tine Debeljak se je podpisal ne kot Tine Debeljak takrat, ampak kot Jeremija Kalin. Že tukaj se kaže, da je svojo pesnitev ali pa samega sebe sploh svojo usodo navezal na svetopisemsko osebo, na Jeremija, ki je pisal na pozadnjo seveda že Palestinke, hkrati se je moral odtrgati od žene in sta bila narazen, torej hčerka tukaj
otroci 10 let, ampak zelo je bil povezan vendarle duhovno dan na dan, o čemer priča pesniška zbirka Poljub. In sedaj k veliki črni maši. Danes je treba že naslov sam razložiti. Mlajša generacija ne ve več, kaj je bila nekaj črna maša, to drugega vatikanskega koncila. Danes bom rekla, jaz imam še to srečo, da se tega spominjam. Marci bilo pa tukaj ne, tako da sem najprej skušala razložiti to. Potem takrat je bila maša še tudi v latinščini, predvsem liturgični del, o tem pričajo mednaslovi, latinski mednaslovi v latinščini. Potem motivika, dolgo se nismo tega zavedali. Tine Debeljak pa trikrat skratka v svoji estetski nekako poetiki pove, naša smrt ni več skrivnost. To je eno tako geslo, bi lahko rekli, te črnomaše. In v zavesti, da je pokop mrtvih začetek človeške civilizacije, se Debeljak v želji za to temeljno dostojanstvo vseh žrtev upora proti okupatorju in revolucije v drugi svetovni vojni opira na predkrščansko mitološko duhovno plast njegovih in naših prednikov o praprotnem semenu. Tukaj seže prav še predkrščanstvo samo zato, da bi to temeljno zavest o pokopu, vsi so lahko sprejeli, skratka ne ustavi se pri krščanstvu, ampak seže nazaj, da bi vsi nekako se mu približali v tem njegovem hrepenenju, pravzaprav. Naslov razprave je namreč neutišeno hrepenenje Tine Debeljaka. Tak naslov sem dala zato, ker si ne morem zamisliti, kako zelo je hrepenel po domovini, po rodni Škofji Loki, po meni bilo tam nikoli več ugledati. Potem prvo poglavje je razdeljeno, oziroma nekako sestavljeno iz motivov slovenske razdeljenost, pripravov za kristij, maša seveda, poklon vetrinskim žrtvom in potem sama črna maša. Črna maša je črna maša v črni maši. Skratka, glavna maša se dogaja v breznu. Tako kot je William Shakespeare postavil Hamlet v gledališče, da je zmogel izpovedati glavno misel Hamleta, je Debeljak postavil črno mašo, kaj bi rekla, poglobil, skratka, dogaja se med ubitimi oziroma umirajočimi pravzaprav. Skratka, v tej črni maši se pripletajo liturgija, svetopismo in teologija. Zelo veliko je v njej svetopisemske tematike in tukaj se vidi neverjetna razgledanost Tineta Debeljaka in vse njegove generacije. Če bom zdaj preskočila samo za hip neko drugo sfero, v prevod Krivoška Antigone, ki jo je prevedel 18-leten in je po 70 letih bila vredna objave. Si morate misliti, kako so bili naši predniki, tisti, ki so potem velikanska večina končevala v teh jamah, kaj smo izgubili z njimi. Strahotno, moramo se tega zamisliti, prave tragedije te izgube. Teologijo, mimo grede, recimo, oče naš Debeljakov mašnik ne moli toliko kot vernik, ki se otroško obrača po očetu, temveč kot filozof, ki časti Sveto Trojico. Teološko poglobljeno stališče domovine razlaščenega Slovenca obdela vsak člen molitve posebej in tukaj je izredno pretresljiv, izredno človeški, izredno pošten, pristen, ko priznava, kako težko je reči odpusti njim, nam, vsem skratka tudi tistim, ki so jim delali hudo. Potem tretje poglavje se navezuje na literarno razsežnost, skratka skušala sem prikazati, da to ni ideološko besedilo, ampak da je estetsko, da je vredno tudi pozornost literarne zgodovine, zato sem se res skušala čim bolj temeljito poglobiti v to razsežnost velike črne maše.
in sem analizirala besedišče, pa skladnjo, pa slogovna sredstva. Izredno močan je v brezvezju, pa v ponavljanju, ki ni zgolj ponavljanje samo na sebi, ampak ima v sebi zelo močno vlogo stopnjevanja. Potem pesniške oblike, predkoncilska zgradba Črne maše je vseh maš, no pač je potekala v latinščini in zato je veliki Črni maši ta določa že naslov, no, se upravičujem, predkoncilska zgradba maše, ki je potekala večinoma v latinščini, določa že po naslovu sedeč velik temeljni okvir. Vanj so vložene žanrsko različne pesmi, kakor se motivika krepko navezuje na svetopismo Stare in Nove zaveze in njuno tradicijo, je enako zaznati pri pesniških oblikah. Najlažje je prepoznati psalmske zglede, splošen vtis pa ji dajete pesniti njena pripovedna in himnična struktura, čeprav je njen izjavni osebek praviloma v ednini, največ govori duhovnik, ki kar kliče po osebni izpovedi. Vendar izjavni osebek tu navzven opravlja vlogo mašnika, intimno pa se pridružuje množici trpečih vernikov, ki jih zastopa pred Bogom in zgodovino. Če bi pesnitev ne bila tako zelo prežarjena z upanjem proti upanju, kar smo prej slišali, in odrešenskim sporočilom svete daritve, bi bila ena sama strahotna balada. Ena od pesmi ima celo njeno ime, vendar ni mračna, temveč ima blago pomirjujoč konec. Potem se ustavljam pri kompoziciji, pa pri medbesedilnosti. Debeljak je mojster groteske, v eni sapi združi stoletja star pretresljiv pasijonski motiv, kako peljejo Jezusa na Golgoto, in dionizični motiv obešenjaškega slovenskega veseljaka, Korenta. To je prispodoba, ki ponazarja od zmagoslavja pijane partizane, žal moram tako reči, in obedno usodo pahnjene domobrance. In prav na koncu je strašljivo nasprotje med pravljičnim vtisom nedolžnega otroka o smrtni resničnosti. Otrok v gromozanskem oblaku vidi morsko vilo, v resnici pa gre za njim atomske bombe. In za sklep, Tineta Debeljaka neznosno boli posthumno poniževanje premaganih slovenskih žrtev v drugi svetovni vojni. Ne toliko zaradi njihovega poraza, ne more sprejeti civilizacijskega padca zmagovalcev v barbarstvu. Zato sta polemika in apologija bistveni sestavini velike Črne maše za pobite Slovence. To ni cenjena tendenčna in propagandna literatura, temveč iz najgloblje bridkosti nastala monumentalna pesnitev. Simčičevimi in poslednjimi 10 brati sestavljata o drugi svetovni vojni na slovenskih tleh tisti veliki tekst, na katerega so zmagovalci zaman čakali vse desetletja po njej. Avtor sam v spremni besedi pojasnjuje, kako se mu je na veliki teden utrnila misel na njegovo življenjsko delo, ki ni le imenitna pesnitev, temveč izjemen zgodovinski dokument. Kar v njej piše, zadnje desetletja slovensko zgodovinopisje in predvsem materialni dokazi, kot so številna odkrita grobišča, nedvomno potrjujejo. Mogoče bom kaj spustila, ampak za konec bi rada poudarila, da bi zaradi te pesnitve Tine Debeljak zaslužil, da se njegovo delo uvrstil v zbrano delo slovenskih pesnikov in pisateljev. Najprej pretresljivo pri vsej stvari pa je to, da je bilo vse to res, da to ni zgolj poezija, lepo slovje, temveč dokument, poezija na način Aristotelove mimezis. Ko ni nujno, da se zgodi, lahko pa se zgodi. In v tem primeru se je zgodilo.